Današnja novinarska konferenca naj bi potekala v treh segmentih. Prvič, kot sem že rekel, problematika hrvaške agresije, ki je očitno nekje že del časa prisotna v Republiki Sloveniji. 17 let se že srečujemo s temi problemi. In ravno včeraj smo končali izredno sejo Državnega zbora o problematiki oziroma priznanju Kosova, problematike dejansko v Sloveniji pa nekako slovenska vlada noče videti. Seveda je nedopustno, da Republika Hrvaška posega v teritorijalno neodvisnost Republike Slovenije, da prodaja zemljišče, ki so nesporno na območju Republike Slovenije in na nek način tudi se poslužuje tistih najbolj pritlehnih načinov, da celo v Prekmurju imamo te primere, premešča tako imenovane mejne kamne, ki naj bi označevali teritorij Slovenije. Kot sem že rekel, izredna seja za Kosovo, 5 ur, neposluh za slovenske probleme odprt že 17 let. To so nesprejemljiva dejstva, ki vodijo tudi do tega, da bomo glede na poslovniška določila, ki nam omogoča nekje poslovnik Državnega zbora, zahtevali sklic izredne seje. Prvo, znotraj, pa to ne prvič, to smo že zahtevali, prvo znotraj poziva vsem poslanskim skupinam, da k temu predlogu dajo svoj podpis in vkolikor pričakujemo, da zaradi dogodkov, ki se odvijajo v Sloveniji, ker pač želimo biti všečni Evropi in ker pač to odlagamo na neko prihodno desetletje, to problematiko, ki je zelo pomembna, ne bomo zbrali podpisov, potem se bomo obrnili pač na predsednika države, ki pa ima to ustavno možnost in seveda tudi jutri, ko grem na mesto vodje poslanske skupine na razgovor predsedniku vlade, države, zaradi odprtih imenovanj ustavnih sodnikov, bom na tem sestanku sprožil to tematiko. Drugi problem, ki je za nas zelo pekoč in žgoč in seveda ne moremo mimo tega, da je pa ta, da Sklad kmetijskih zemljišč Republike Slovenije nedopustno, nezakonito in na netransparenten način dovoljuje nakup kmetijskih zemljišč, ki so v lasti Republike Slovenije. To seveda kupujejo predvsem italijanski državljani in na prefinjen način, bodi si tako, da ustvarjajo delniške družbe, v katere kasneje povabijo tudi svoje partnerje, ki dokapitalizirajo družbo na tak način, da prinesejo lastniški delež oziroma zemljiški delež v družbo, ki je pa kasneje seveda odkupljen. Še bolj problematična pa je v bistvu prodaja kmetijskih zemljišč, na to opozarjata tudi oba nadzornika sklada, tako Branko Tomožič, kakor tudi Marija Osvald, da se dovoljuje ustanavljanje kmetijskih zadrug, ki imajo sicer na čelu slamnatega predsednika, to je slovenski državljan, v ozadju pa je italijanska struktura lastništva, ki je podprta v obeh primerih tudi z izdatnimi krediti se strani Italije. Slovenska zemlja se na tak način dejansko odtujuje in prihaja v roke tujcev, zlasti na območju tako imenovane Rapalske meje. Do tam veljajo tudi kreditiranje Italije. Naprej, za čudo Božje, ne vem, zakaj ne. Kot vam je znano, je ta problematika odprta že kar nekaj časa in pri obeh primerih, tako prvem hrvaškem, kakor tudi drugem italijanskem, je Sklad kmetijskih zemljišč tudi soodgovoren. Sklad kmetijskih zemljišč, njegov direktor že kar nekaj časa obljublja, da bo tudi zoper Hrvaško podal kazensko ovadbo, pa do danes to še ni storjeno. Mislim, da bi bilo potrebno, da vlada razreši tega direktorja, ki je po zakonu odgovoren za spremljanje zakonitosti poslovanja sklada, ki mu je zaupano in seveda na nek način tudi prisluhne svetu občin in na nek način zakonsko uredi podlago in prenese to zemljišče, ki je sicer v lasti sklada na občine in s tem omogoči tudi občinam skladni regionalni razvoj, kajti vemo, da po novi zakonodaji ima občina možnost prekategorizacije tudi kmetijskih zemljišč v zazidalne. Mnogo občin je na proračunu,
in so v popolnosti odvisni od finančnih sredstev države oziroma proračuna. S tem bi dejansko ustavili to agonijo in pa tudi omogočili občinam, da se samofinancirajo in pa tudi pospešijo svoj lokalni razvoj. Slovenska nacionalna stranka je v preteklosti vložila kar nekaj teh pobud na to tematiko in vsi odgovori so bili načelni. Na zadnjem postavljanju vprašanja gospodu zunanjem ministru nisem dobil niti odgovora, rekoč z njegove strani, da je v bistvu ta tematika pristojnost nekega drugega ministra. Jaz se sprašujem, katerega ministra, mogoče ministra za zdravstvo, šolstvo, kulturo, šport, ne vem. Zato smo seveda podali tudi pisno poslansko vprašanje, pisno poslansko pobudo vladi in kot že rečeno, zahtevali bomo že drugič tudi sklic izredne seje.